Lepo pozdravljeni na zadnjem letošnjem prenosu veščin. Veseli nas, da imamo lahko tak hibriden dogodek za publiko v živo, tukaj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Pozdravljamo pa tudi vas, ki se dogodka udeležujete na enem od socialnih omrežij, kamor ta dogodek prenašamo. Z nami bo danes Mateja Benedetti. V začetku pa vam tudi povem, da lahko po predavanju zastavljate, da cel čas dogodka lahko na socialnih omrežjih zastavljate vprašanja, ki nam jih lahko posredujete in jih bomo po dogodku Mateji tudi zastavili. Naše povabilo k sodelovanju se je odzvala Mateja Benedetti, kot sem rekla, ki je pionirka pri snovanju trajnostne luksuzne mode pri nas, pa tudi pionirka, no ne samo pri nas, pa tudi pionirka med slovenskimi kreativci pri sodelovanju z investitorji. Ustvarja v okviru svoje modne blagovne znamke Benedetti Life, katere glavna vodila so luksuzna estetika, okoljska zavest, odgovorno potrošništvo in etične poslovne prakse. Čeprav je Mateja svojo kariero začela kot kostumografinja, pa se je kmalu spoprijela z vprašanjem onesnaženja, ki ga povzroča modna industrija, ki je odgovorna za približno 20% svetovnega onesnaženja čiste vode zaradi barvanja in pa končnih obdelav tekstila, če se osredotočimo samo na ta en podatek. Prvo trajnostno kolekcijo je lansirala leta 2014, Vogue Italija pa jo je še istega leta izbral za eno izmed 20 najbolj obetavnih znamk okolju prijaznih oblačil na svetu. Leta 2017 se je uvrstila med 5 finalistk za nagrade Green Carpet Fashion Awards, leta 2018 pa je prejela nagradi Positive Luxury Award in pa Big C Fashion Design Award. V letu 2020 je ob boku Louisa Vuittona in Vivienne Westwood sodelovala na Red Carpet Green Dress, to je gala večerja pred Oskarji v Los Angelesu. Torej, veseli smo, da je Mateja danes z nami, tako da vabim jo na oder, da nam predstavi svojo kolekcijo in svoje videnje modne industrije. Hvala. Dober večer, lepo vas je videti, da ste prišli tudi po takšnem vremenu, kaj je sicer zame zelo pravlično. Jaz bom vam malček bolj opisala mojo pot do tukaj, ker sem danes. In sicer včasih je boljše, da ne veš, kaj je v življenju, ne, zato da imaš sploh pogum nekaj začeti. Verjetno, če bi imela več znanja takrat, vprašanje, če bi se za tako pot odločila, boste mogoče, ampak bi se, ker je to moje poslanstvo. Ne. Moje začetki so bili tako, bom rekla, zelo skromni, in sicer ker sem študirala modno oblikovanje, ne, in kasneje sem šla na pot kostumografinje, ker sem zgovorna Primorka, ne, sem rada klepetam seveda ob kavicah in sem se vedno zelo jezila, zakaj, bom rekla, znane blagovne znamke, ki imajo večje možnosti, a ne, kot majhni oblikovalci, a ne, zakaj nič ne naredijo na področju trajnosti v luksuzni modi. Se pravi, zakaj v luksuzni modi, bom rekla, v ready to wearju, zato ker vsi gledamo to, kaj je tle zgoraj, ne, vsi bi radi bili nekje dobro oblečeni, radi bi imeli pravlične hiše, to, kar gledamo konstantno na Instagramu, a ne, kar pomeni, da ima ta moda tudi največji vpliv na maso. Se pravi, dojela sem, da če bom štartala, bom rekla, z poceni produkti, pa na masovno, ne proizvodnjo, kar v trajnosti je zelo težko, ne bom nikoli dosegla, bom rekla, nek ta, ali pa ne bom nikoli bila nek vzgled širši masi ali pa večjim ljudem, kaj se pravzaprav da narediti in spremeniti v modni industriji. Kot sem rekla, te začetki so bili zelo skromni, tukaj vidite predvsem črno-bele kose in črno-bele kolekcije. Je pa res, da prvo kolekcijo sem že posvetila kačjim pastirjem, a ne. Že takoj na začetku sem hotela imeti ta stik z živalmi, nisem pa čisto dobro še vedela, zakaj.
Mislim, da nekje 8 let nazaj so se pojavile prve trajnostne svile pa trajnostne, bom rekla, volne, ekološke volne, kar je bil meni znak, da lahko stopim, bom rekla, na neko področje, kjer lahko oblikujem tudi večerna oblačila. Morate vedeti, da ko sem jaz štartala, se ni govorilo o trajnosti, zelo malo, se ni govorilo o luksuzu, in trajnosti v tej kombinaciji, ne. In tudi največ, kar si lahko dobil v trgovinah, so bile te, bom rekla, ne vem, če se spomnite, malo take pižamaste majice pa hlače, recimo za na plažo iz ekološkega bombaža, neki t-shirti, ne. To je bilo takrat sploh možno kupiti v trgovinah, ne. Ta ideja, recimo, takrat za tisti čas je bila malo utopična, več ali manj so se mi smejali, ko sem s to idejo štartala. Ampak takole, je pa res, da intuicija je bila moja moč, ne, se pravi, od nekdaj sem človek, ki se zelo zanaša na intuicijo, ne glede na to, kaj se dogaja in kaj se govori zunaj mene, a ne. Mislim, da pri oblikovalcih na splošno, glede na to, da moramo skozi ustvarjati brez intuicije, nekako mislim, da ne gre skoraj, da vsi imamo neke občutke, neke vizije, neke ideje, ki mogoče niso realizirane. Jaz sem pa, mene pa, bom rekla, neka ta notranja moč predvsem vodila v tem, da sem se konstantno spraševala, v kakšnem svetu zares želim živeti, a ne. In ker je pač moje področje moda, a ne, sem mogla malo bolj globoko pogledati, kaj se dogaja v modni industriji. Druga pomembna stvar je, da res moda ne potrebuje, bom rekla, žrtvovati stila za to, da je ekološka, ne, se pravi, trajnostna moda je lahko privlačna, je lahko lepa, je lahko zanimiva. To danes že je nekaj normalnega, a ne. Takrat, bom rekla, samo tako, da dobite občutek, zelo kmalu, ko sem prvo kolekcijo naredila in sem jo začela prodajati v Emporio galeriji v centru Ljubljane, a ne, sem ugotovila, da je slovensko okolje premajhno za tako blagovno znamko. In to verjetno se zaveda tudi večina oblikovalcev, ki dela tukaj, ker ve, kako je težko zaslužiti v tem okolju, kaj šele z lastnimi sredstvi investirati v lastno blagovno znamko. Zakaj je to tako? Zato, ker enostavno, kadar ti proizvajaš lokalno, kadar kupuješ majhne količine tekstila, prideš zelo hitro v visok cenovni razred. Je pa res, da večina nas, ko prodajamo lokalno ali pa majhne serije, zelo malo računamo realne markupe, ki jih dajo trgovine, a ne. Se pravi, računaš neko blago, računaš izdelavo, a ne, nikoli pa ne dodaš, računaš nekaj svojega dela, a ne, nikoli pa ne dodaš, kaj pa realna cena na tržišču. To, kar mladi oblikovalci ali pa tudi starejši ali pa butični oblikovalci prodajajo v Sloveniji, ni realna cena na tržišču, je podcenjena. Kar se mene tiče in mojih izkušenj. Zakaj? Zato, ker ko boste razvili neko kolekcijo, ki je pripravljena na tržišče, a ne, boste zelo kmalu ugotovili, da blagovna znamka, če dobi 25% od končne cene, je lahko zelo srečna. Ne. To je zelo majhen delež, glede na vse ostalo, kar so stroški. Tako da, zato nikoli jaz si nisem želela biti luksuz, ampak enostavno padeš v ta cenovni razred, če hočeš ustrezati vsem kriterijem, ki so na tržišču. A ne. Jaz bi rada, da bi moje obleke nosili tudi ljudje, ki ne vem, ki imajo 800 evrov plače, ampak žal zaradi same proizvodnje in vsega to ne gre. Je pa, bom rekla, me pa osrečuje vsaj to, da lahko določen target dosegam, ne glede na vse, se pravi target, ki je malo boljše situiran, a ne. Tle en kratek uvodni video.
tako. Zdaj za vsako blagovno znamko je zelo pomembna zgodba, a ne. Če se vrnem malo nazaj v čas, ko sem ugotovila, da je Slovenija premajhna za tako blagovno znamko, glede tega, da bi preživela v takem okolju, a ne, sem mogla stopiti malo čez mejo. Nisem šla do Trsta, sem pa šla do Milana. In sicer v modi je sistem, klasični sistem prodaje tak, da dejansko dizajner oziroma podjetje naredi prototipno kolekcijo, izdela lookbook, sem prinesla tudi tlele, imate primer, si potem tisti, ki vas želite pogledati, a ne, in najde primeren showroom za to kolekcijo. Primeren showroom pomeni, da je to recimo lokacija ponavadi v prestolnici. Zakaj? V prestolnici mode, naj si bo Milano, London, Pariz, New York, a ne. Zakaj? Zato, ker v času Fashion Weekov takrat prihajajo v to prestolnico buyerji iz celega sveta in lahko kupujejo, naročajo kolekcije, a ne. Kako zdaj pride do pravega showrooma, a ne? Jaz kot naivna mlada oblikovalka, no, ali pa oblikovalka srednjih let, ne spomnim se, koliko sem bila stara, nisem imela, bom rekla, nisem imela govornikov tukaj, s katerimi bi lahko delila izkušnje, se pravi, da bi mi svetovali, kako najti sploh primeren showroom, ne, tako da sem spraševala tudi razne urednike v tujini, ki so mi jih par priporočali, sem jih kontaktirala, največkrat je bil odgovor ne. Dokler nisem prišla do ene gospe, ki jo je navdušila moja zgodba, ki je bila trajnost. Kot sem rekla, takrat o trajnosti ni bilo govora, ne. In sem šla v Milano, ne. Dobila sem showroom na Via Monte Napoleone, kar je idealna lokacija za prodajo, ker je res, tam so vse te glavne blagovne znamke, se pravi, v ulici imate trgovine, ne vem, od Gucci, Chanel, vse te, ki jih poznate, a ne. Medtem ko so, ne vem, v prvih nadstropjih so manj znane blagovne znamke, a ne, zelo tržno usmerjene. Jaz sem bila v showroomu, ne vem, še s 30 blagovnimi znamkami. In kaj je bil problem, ne? Prvo sezono nisem prodala niti enega kosa. Kaj je problem? Problemov je več in te problemi ostanejo danes še vedno, a ne. In vam bom razložila, kaj morate zelo, zelo paziti, ne. Dobro, ne govorim o tem, pri meni je bil glavni problem, ko si vstopil v ta showroom, ker je bilo pomlad polet in je bilo vse barvito in fuksija barve so bile takrat in turkizne in tako, in si pol videl en štender in tam neka revna oblačila, ne, v nekih natur barvah, mogoče neke pastelne sem imela možnost, takrat tudi v Sloveniji, pa še zdaj ni, bom rekla, take kapacitete, da bi tiskala, ne, te tekstile, tako da ko sem vstopila notri, sem bila tako, moram reči, malo v šoku, ne, kam sem to prišla. Se pravi, že moja izbira mogoče glede na estetiko ni bila čista prava, ne. Zakaj? Zato, ker se pravi, buyer, ki pride na lokacijo, ima ogromno oblačil, ne. In zdaj, kako potegniti pozornost, če si neznana blagovna znamka, a ne. To je ena stvar. Druga stvar, morate vedeti, lastniki showroomov so trgovci. In kot taki bojo zelo dobro naslužili na vas, ali prodajo en kos, ali ne prodajo nobenega, ali jih prodajo 1000, a ne. Kar pomeni, da v osnovi največ energije investirajo v blagovne znamke, ki se najlažje prodajajo, ne, ki so mogoče bolj znane, ki imajo že neke svoje kupce, ki prihajajo in samo prihajajo naročati in se oni ne rabijo z njimi dosti ukvarjati, a ne. Po drugi strani pa računajo seveda najemnine, ne. In zdaj, če računate, ne vem, da so najemnine od 5000 evrov naprej nekje, a ne, že sam z najemninami zaslužijo zadosti, ne. To sem vas hotela čisto malo opozoriti. Zgodba sama, tako bom rekla, ko sem štartala, seveda je bila, danes že razumete, da danes samo imeti produkt pa imeti dober dizajn ni več zadosti, a ne. Danes je potrebno imeti še dodatne vrednote. Zakaj? Zato, ker živimo v takem svetu, ki pač ni prijazen do narave, še manj do živali, pa še ne govorim tudi do ljudi, a ne.
Tako da se danes iščejo predvsem blagovne znamke, ki imajo te dodatne vrednote. Zakaj? Zato, da, jaz ne vem zakaj, mogoče tudi, da malo se počutimo lažje, ne, čustveno, ker nekaj, vseeno, ko kupimo nekaj, kar ima neko dodano vrednost, se mi kot kupci počutimo boljše, a ne. Ponosni smo, da smo nekaj kupili, kar ne samo, da se počutim fajn pa lepo, a ne, ampak tudi sem s tem nekaj naredila za okolje ali pa za ljudi ali pa za lokalno skupnost. Ne. Ker sem pa vedela že takrat, da je naša prihodnost trajnost ne samo v modi. Mislim, da bo to mogel postati naš stil življenja na splošno, a ne, se pravi od stola do obleke, do zobne ščetke, do prehrane, a ne, če bomo hoteli zbalansirati to, kar smo naredili v okolju, a ne. Sem dodala, bom rekla, malo bolj, bom rekla, naivno, lahkotnejšo zgodbo, ki ni sam lahkotna, ne, lahko je, bom rekla, v vzorcih je lepota, a ne, zgodba zadaj je malo bolj tragična, in sicer o živalih v izumrtju, a ne, zaradi najsi bo človekovega početja, a ne, ali pa zaradi globalnega segrevanja zemlje, a ne. Enostavno zagovarjam to, da pač živalski svet je potrebno zaščititi. Zakaj? Zato, ker je pred izumrtjem. Vemo tudi, da morje izumira, podvodni svet izumira, gozdovi se sekajo, časa imamo pa zelo, zelo malo, da dejansko se te spremembe zgodijo. Zato je recimo, tudi moje zgodbe so vedno posvečene živalim, a ne, ta je recimo bila papagajem, a ne, in s tem povezavi z Amazonko in krčenja njihovega habitata, ne. Zdaj, tle so naštete, bom rekla, lastnosti, ki sem jih jaz, oziroma kriteriji, ki sem jih probala aplicirati na blagovno znamko. Zakaj? Ker v bistvu rada bi bila, bom rekla, rada bi bila nek vzgled. Rada bi bila vzgled, da se stvari dajo, a ne. In zato, da pač biti dober vzgled pomeni tudi imeti estetski dizajn, a ne. Zato vsakič, ko se pojavljajo neke inovacije na tržišču, dodajam določene kriterije zraven, kar pomeni, da sebi omejujem možnosti dizajna, a ne. Sem vam tudi, recimo ta primer tle je primer z ananasovim usnjem, ki bom kasneje razložila, a ne. Vse te inovacije, ki so dobre za okolje ali pa so dobre za človeka ali pa, ne vem, so zelo dobre za kožo, a ne, ne povzročajo alergij, težko konkurirajo tekstiljem, ki jih je tekstilna industrija razvila na osnovi nafte, a ne, se pravi sintetičnim. Zakaj? Zato, ker sintetična so se že tako razvila, da so tako dobre, se pravi, lahko dihajo, ne rabimo likati, a ne, to so neke praktične lastnosti, ki jih pač kot uporabniki nam olajšajo življenje, a ne. Medtem ko gremo pa k naravi, a ne, naravne tekstile moraš likati. Ne, moraš paziti na vzdrževanje, a ne. Se pravi, kako jaz nekomu, enemu kupcu opravičim, glej, ta produkt je vrhunski, a ne, ampak moraš se malo bolj potruditi za njega, ne. Tako da lahko pri sebi tudi malo, ko oblikujete, a ne, tudi malo razmišljate, se pravi, organic pomeni ekološko, ne, se pravi, da ponavadi ta besedo je vedno zraven certifikat GOTS, ki zagotavlja, da ta tkanina je bila narejena pod pogoji, ki so okej, seveda za okolje, za vodo, za zemljo in tako, ne. Potem biorazgradljivost, a ne, mi ratuje čedalje bolj pomembna. Zakaj? To je en kriterij, ki ga uvajam, zato ker, kaj je problem? Vemo, da oblačila sintetična, jih je čedalje več, a ne. Pojavljajo se reciklirane prej recikliran tekstil, a ne. Vse se prova spraviti nazaj v krožno gospodarstvo, ne, se pravi v ta krožni cikel, a ne. Ampak še vedno, tudi kadar naredimo en cikel, še vedno se pojavi problem, kako reciklirati. Ne, oblačila je drago reciklirati. Zakaj? Zato, ker ko mi odvržemo en suknjič,
Ne, morajo oni ločevati podlogo od osnovne tkanine, zadrge morajo, ne, in se pravi, to je delo, se pravi, ti moraš neko staro stvar razparati, ločiti odpadke, ponovno narediti, ne. Mentaliteta je pa reciklirano, je pač cenejše, a ne. Zakaj se ne splača, recimo, zadnjič sem se s prijateljico pogovarjala, ne vem, otroške, recimo bodje, a ne, ponovno porabiti ali pa reciklirati, zato ker je dražje, zato da ga opereš, zato da ga nekaj popraviš, je dražje, kot če greš kupiti novega, ne. Tako da tle vam samo govorim, mogoče je tle tudi ena močna tržna niša, kako reševati te težave, ne. Potem koži prijazno, ne, vemo, da čedalje več alergij, a ne, in je to en pomemben faktor, bo čedalje bolj pri oblačilih. Transparentnost ratuje čedalje bolj pomembna v vseh podjetjih. Transparentnost dejansko pomeni, da poznate vašo dobavno verigo, a ne, da je vse tako, kot more biti, zato da ste pošteni, a ne. Inovacije, tako bom rekla, mene je od nekdaj zanimalo eksperimentirati, od nekdaj me je zanimalo biti inovativna in skozi spremljam, kaj se dogaja na tem področju. Je pa res tako, da največkrat inovacije niso pripravljene na proizvodnjo, a ne, rabijo še nekaj časa. Recimo vam dam primer ananasovega usnja. Ananasovo usnje so razvijali 10 let. A ne. Kaj se zgodi? Edino podjetje na svetu. A ne. Kaj se ti lahko zgodi? Ker je edino podjetje na svetu, razvijaš recimo kolekcijo, ne, kjer imaš ananasovo usnje, ga daš v proizvodnjo, dobiš naročila in lahko podjetje, kaj se mu lahko zgodi? Lahko vmes propade, lahko jim zmanjka, kar se je zgodilo pred kratkim so me obvestili, da imajo samo še določene metraže, a ne. Se pravi, inovacije so mogoče za tržišče rizične, jih je pa fajn vnašati v blagovno znamko, ker so lahko tudi močno komunikacijsko, ne maram besede orožje, ne vem, kako drugače reči, ampak je lahko vaša prednost, tako bom rekla. Ker jaz rečem, a veste, da se oblikujem z jabolčnim usnjem, pa z ananasom se vsi režijo, a ne, ampak to je zanimivo, a ne, da dejansko oblikuješ s prehrano, ne. Etično, a ne, največkrat se ta beseda nanaša, da pri sami predelavi, izdelavi, karkoli že, ni bila, bom rekla, oškodovana nobena žival. Podobno je animal free, etično ponavadi povezujejo tudi z ljudmi, a ne, da pač so, oziroma fair trade, a ne, da so pač, da je delovna sila pošteno plačana. To ne velja za evropsko okolje, ne, da smo si nejasni. To vedno velja fair trade, ko greste nek produkt proizvajati ali bo Kitajska, ali bo Indija, ali bo Afrika, se pravi revne države, a ne, kjer, no, Kitajska ni več revna, ampak če vneč, včasih je bilo še za Kitajsko mišljen, ne, ampak recimo bolj Indija pa Afrika, a ne. Pomembno, meni osebno je pomembno, da vse izdelam v Evropi, če se le da, a ne. In če se le da, da izdelam lokalno, tako da moja proizvodnja je razdeljena med Slovenijo in Italijo, delno so ene stvari v Turčiji, ker je tekstil. Se pravi, jaz zato, da sem prišla do materiala, ki je najbolj podoben svili, ki se mu reče enka viskoza, a ne, ki je podobna tencelu tudi, ne, ampak tencelov imate več vrst. Sem mogla priti do podjetja v Nemčiji, ki izdeluje prejo, ki je narejena pod določenimi spet trajnostnimi kriteriji, ki jo pošiljajo v Turčijo in tam izdelujejo posebej za Benedetti Life tekstil po mojih vzorcih in mojih barvah, ne. Tako gre ta krog, ne. Dobro, tle sem sam par imidžev dala od Tiborja Goloba, ki je bilo pač v prejšnji generaciji, oziroma zdajšnji, mislim, da je še. No, tle pa v bistvu tako, ne, da problem produciranja konstantno kolekcije, ne, se pravi, danes prihajamo že do 24 kolekcij na leto pri določenih podjetjih, ne, s tem, da vsaka kolekcija vsebuje 100
kosov. A ne. To je počasi, jaz pravim temu že počasi norost, ampak v kontekstu ne, da se samo ljudje izčrpavajo, a ne, ampak ta potreba po konstantnemu produciranju, po konstantno imeti nekaj novega, pač nas stane. Ne. To je zame star sistem, ki se mora preoblikovati in upočasniti, oziroma je potrebno kvaliteto dvigati, proizvodnjo zmanjšati, pa tudi če kakšen evro več. Žal, varovanje okolja nas bo stalo več. To je dejstvo. In vsi, ki grejo v to smer, morajo tudi več investirati. Ne? Se pravi, tako kot je bilo prej, tako, bom rekla, ugodni pogoji za človeka navidezno, kar zares niso bili, ne, v bistvu vse je iluzija, kar se mene tiče, ne bojo nikoli več, ker če hočemo stvari spremeniti na bolje, bo treba začeti delati nazaj korake, pa predvsem delati zelo premišljeno, kvalitetno, pa razmišljati izven teh, bom rekla, 5 kvadratnih metrov, ne. Na dolgi rok, širše, globalno, zato ker nekaj, kar delamo v tem okolju, lahko vpliva na čisto v neki drugi državi. A ne. To se je pokazalo recimo v primeru Indije, a ne, ko so se najprej tam začele te poplave, katastrofe in tako naravne, zdaj jih že čutimo v Evropi. A ne. Mislim, da je pač počasna moda res odgovorno vse to, tako da priporočam, ne rabite producirati vsako leto 2 kolekcije, ne rabite. To je sistem, katerega se vi odločate, hočete not padeti ali ne. Raj manj, raj eno dobro, raj iskati pravega kupca, ker svet je ogromen. Ne? Ne rabite, se pravi, jaz lahko naredim eno kolekcijo, pa jo tržim prvo leto samo v Evropi, pa to isto tržim naslednje leto na azijskem delu, pa to isto tržim čez 3 leta v Ameriki. Ne. Se pravi, jaz se odločam. Tržišče je ogromno, samo je treba na tem delati. Tle je še en primer, še pač kolekcije posvečene hobotnicam, a ne. Spodnji vzorec je naredila Andreja Jež, s katero tudi sodelujem zelo rada, in z Bojanom Ceglarjem, ne, ona dva mi vzorce razvijata. Rada imam slovenske dizajnerje, rada z njimi delam, mislim, da imamo v Sloveniji izjemen potencial, zelo smo kreativni, pa premalo samozavestni, ne. Premalokrat se tudi pohvalimo, ne, to bi rekla, pohvalite se tudi med sabo, ko delate, ker je to, vam bo dalo dodatno energijo, da se razvijate naprej. Ok, kako se pozicionirati, pa kako najdete pravi target, a ne. Ena stvar, tudi sem pozabila že prej, je, zelo je pomembno danes o poplavi toliko artiklov na tržišču, ni važno, na katerem področju ste, da ste avtentični, a ne. Kako biti avtentičen, je samo en odgovor, zvest može biti samemu sebi, vsemu. Vnašate vaše vrednote, vaše razmišljanja, tisto, kar je vam všeč, ne gledati nekoga zunaj, ampak probajte biti res vi edinstveni, ker pol boste prišli tudi do resničnih kupcev. Pozicioniranje, tako, kadar vstopate na področje luksuza, je zelo pomembno, da ne delate prevelikih napak, ne. Velika napaka je lahko tudi, da se pojavite nekje, kar vam zniža rating, ne, ali pa sodelujete z nekom, ne, se pravi, pomembno je, ko veste, kdo ste, se pravi, ko postavite blagovno znamko, veste, kdo ste, kje se želite pozicionirati, a ne. In ker sem zelo kmalu vedela, da sem tlele gor po cenovnem razredu, moraš začeti tlele gor razmišljati. Čeprav sem jaz odraščala v zelo skromnem okolju, zelo skromno živim, meni luksus, način življenja mi ni blizu, jaz imam rada zelo skromne stvari, tudi rada jem v nekih preprostih restavracijah, tako da jaz nimam prirojen luksus v sebi. Moja ustvarjalnost pa je to, a ne. In sem mogla, zelo mi je bilo težko ta moj mind premakniti naprej. Ne, zakaj? Zato, ker ne počutiš se vrednega, ne, to je en velik problem, a ne. Sploh v Sloveniji, ker nismo modna država, se ne moramo počutiti enakovredni eni Italiji pa eni Franciji, ampak zakaj se ne bi? Saj smo lahko drugačni, a ne.
Tako da pomembno, zato sem recimo, ne vem, ena od stvari, ker me je pozicionirala, je bil recimo dogodek ob 100. obletnici Bentleyja pa Rolls-Roycea v Londonu, recimo. To je ena taka stvar, da boste lažje razumeli, če se vi pozicionirate, recimo ste na dogodku, pa nič, da bi podcenjevala kjerkoli avtomobil, ampak gre se samo strogo poslovno, a ne. Če se jaz recimo predstavim svojo blagovno znamko na dogodku od Renaulta, recimo, a ne, pa pol isto stvar predstavim na dogodku Bentleyja pa Rolls-Roycea. Mene, blagovno znamko, a ne, drugače postavim. To so te koraki, ki morajo biti zelo premišljeni, a ne. In bom rekla tako, od tu naprej, se pravi, od Bentleyja naprej, sem potem, verjetno že veste, sem bila na Green Carpet Awards, tam smo prišla med 5 finalistov, in kjer smo pač imeli dogodek v milanski La Scala, ker so podeljevali nagrade trajnostnim, pa niso bili trajnostna podjetja, tle bi lahko se pogovarjali, ne, ampak problem je, ko v tistem času še tega ni bilo, se pravi, so mogli neke, bom rekla, neke napredke pri določenih podjetjih vseeno nekako nagraditi, zato da je pač to bilo vse glamurozno, a ne, in so bili tam vsi te vipuci in tle so pač ene fotografije, ne vem, Suzy Menkes, ki je glavna urednica International Vogue, potem od tu naprej, a ne, zakaj, to me je tako pozicionirano, jaz sem zaradi Green Carpeta dobila enoletni mentorship, a ne, se pravi, sem imela enoletno učenje pri, bom rekla, ljudeh v Italiji, ki delajo, ne vem, direktor marketinga pri Versace, ne, tako se pravi, taki ljudje so nam hodili predavati, zato da sem vsaj malo dobila vpogled v ta modni svet, ki je ready to wear, ne, se pravi, glede na to, da smo majhni timi, sami, tle toliko tega ni, se moraš veliko dizajner, ne samo oblikovati, ampak čist cel spekter, jaz tudi, ne vem, grem na pošto pa pošljem paket, ne, do tega, da se moram na takem dogodku pojaviti, ne, se pravi, moram vse znati, ne vem, vodim račune, ne, to pač delamo v začetku, dokler smo sami, a ne. Potem tle desno imate še, sem na fotografiji s kuvajtsko princeso, pol je, ne vem, direktor od enega španskega podjetja, tu sem bila v Kuvajtu, kjer so me povabili glih zaradi Green Carpeta, da govorim o high-end fashionu, a ne. Pa pol imate še spodaj, ne vem, Sara Socani, ki je v bistvu urednica Vogue Italija, no in tlele zraven ta fotografija je to, ko smo imeli mentoriranje, ne. Takrat so mi dodelili tudi osebnega mentorja, ki je bila Silvi, ona je bila prej direktorica azijskega dela za Cartier, tako da jaz sem imela to srečo in to možnost, da sem vsaj malo se naučila, kaj dejansko pomeni postavljati blagovno znamko, bom rekla, malo bolj globalno. Potem ena pomembna stvar je dobra PR agencija, se pravi agencija, ki dela za vas, to pomeni kaj? Moja agencija je v Los Angelesu, zakaj sem se odločila, da ni v Evropi, pa da je v Los Angelesu, iz enega preprostega razloga, ker tam so imena, a ne, tam so imena, se pravi, ti pošlješ kolekcijo v to pač agencijo in oni konstantno posojajo vaše stvari in se potem tako v bistvu postopoma skozi leta dviguješ ime blagovni znamki, ker enostavno se mora za tebe zvedeti in zaradi te agencije se seveda mi odpira ameriško tržišče, ne, prej kot evropsko, ne, tako bi pol, tako nekako se lahko tudi pozicioniraš, a ne, kje imaš svojo, lahko imate tudi v Londonu, vse to je vseeno, gre se za to, da razumete, kdo ste, kam hočete prideti, a ne, pa s kom bi najraje sodelovali oziroma vam je fajn. Definitivno to, kar jih plačaš, da ti naredijo servis, a ne, odtehta vse poštnine, ki bi vi pošiljali vaše obleke direkt celebrityju, pa vam pol ne bi vrnil, ne, pa ali pa bi podarjali stvari. V bistvu, če lahko dam nasvet, če se odločite za PR agencijo, je boljše, ker boste ceneje prišli čez, kot če sami vse vodite, kadar greste
kadar iščete recimo dobre influencerje ali pa znane osebnosti za vašo blagovno znamko. Je tudi pomembno, da identificirate, kdo je ta pravi influencer za vas. Spravi, jaz sem enostavno mogla iskati influencerje, ki imajo vrednote, ali naj si bo veganstvo, ali naj si bo trajnost, to so zame, za moj brand recimo pravi influencerji. No, danes pač se kupuje 5-krat več oblačil, kot se jih je pred 30 leti, se pravi ta odpadek. Zato pravim, odpadek je tržna niša, evo, tako vam bom rekla. Tako da, če boste kje na tem področju izumili, ste zmagali. Jaz še nisem. Ja, to so samo tehnični podatki, tako da verjetno tudi veliko že sami veste. Zato zaradi teh odpadkov bo prihodnost oblačil krožna, in o krožnem gospodarstvu se tudi ogromno govori. Je pa res, da se veliko govori, pa zaradi tega, bom rekla, vsi mislijo, da je trajnost trend, danes je trend, zato ker vsi o tem govorijo. Ko se bo to stabiliziralo, bo to nekaj, bom rekla, popolnoma normalnega, vsakodnevnega. Ampak je pa problem ratuje zdaj, ker je pač trend in so začele blagovne znamke to zelo aplicirati. So tu zlorabe oziroma nepoštenja, bom rekla, majhne laži ali pa majhne skrite resnice. Tako to verjetno opažate. Jaz tudi včasih moje študente vprašam, kaj jim pomeni zdaj trajnost, pa jim gre že počasi na živce, ker se to kot temu govori. Tako da tlele, pa povedala vam en primer, tovarna, ki je prodajala prejo in jo je reklamirala za prejo iz recikliranih plastenk na Kitajskem, kaj je delala? Oni so imeli, se pravi, tovarno novih plastenk zraven, in tovarno, ki je delala prejo iz recikliranih, in je bilo cenejše kot pucati stare plastenke in jih, ker point je, da ti staro porabiš, očistiš, je ta postopek spet daljši, so oni lepo kupili nove plastenke, pretopili in izdelali prejo in jih prodajali kot reciklirano prejo iz plastenk. Tako da to se dogaja žal. No, trajnost, inovacija pač v luksuzu, tle so zdaj ti prvi primeri in sicer to je obleka, s katero sem bila na Green Carpet Awards. Kako je sploh do tega prišlo, tako da ko sem jaz delala opere, še vedno delam z režiserjem iz Bolcana, Manfred, je on mene en dan poklical, da tovarna v Bolcanu je razvila jabolčno ustje in da če je bila pripravljena za njih razviti kolekcijo, da vidijo, če lahko implementirajo ta material tudi v oblačila. In od tu naprej sem jaz razvila celo kolekcijo iz jabolčnega usnja, med drugim to couture obleko, ki je ponazarjala, to spodnje krilo je dejansko mapa sveta. Tako da, če bi ga odprli, bi gor imeli mapo sveta. V bistvu se mi je zdelo tako, ko je bila rdeča, se mi je zdelo tako kot taljenja, pa v bistvu ledeniki, ki se talijo in pač ta naš svet, ki počasi tone. No, s to obleko sem jaz prišla v finale in tudi bom rekla, ko sem bila na prvem Vegan Fashion Weeku v Los Angelesu, je tudi požela velik uspeh. Je pač tak kos, ki je med prvimi na svetu iz tega usnja. To je taka, imate tudi tlele v živo in sicer obleka je narejena iz donatov in zal. To pomeni, da sem jaz zelo prijazna, pač ker sem zelo prijazna profesorica in izkoriščam svoje študente, sem poklicala par mojih najboljših študentov in jih prosila, če bi mi pomagali to izdelati. Seveda v samem procesu je to zelo grdo izgledalo, ampak na koncu so to obleko tudi hollywoodske zvezde velikokrat oblekle
za fotografiranje. Smo pa delali nekje 3 mesece, 5 ljudi, tako za občutek, ker je bilo to vsako plastenko ročno pač preluknati, pol pa še z iglo lukenco narediti, pol pa še vsako zašiti gor in to traje. Takole. Ok, nisem nič povedala, zakaj se gre, zato ker meni je to smešno vse skupaj, ta zgodba, ki je za tem. Skratka, ta obleka je narejena iz Tencel Luxe. To je bila v bistvu inovacija podjetja Tencel. Kako je prišlo do nje, bom rekla, da sem oblikovno ponosna do to obleko, ampak morate razumeti, zakaj. Zato, ker mene so klicali iz Los Angelesa, pač iz Vegan Fashion Weeka, Mateja, iščejo enega ameriškega dizajnerja, ki se ukvarja s trajnostjo in ga ne najdejo, a bi prosim ti, jaz sem predlagala tebe, bi prosim ti naredila obleko iz te inovacije, ki bo na tem dogodku, ki je pre-Oscars gala, se pravi, pred Oscarji vedno naredijo kot neko večerjo za najožje vipovce, a ne pa partnerje poslovne in predstavijo 1-2 inovacije. Ne, vsako leto zberijo, ne vem, predlani, ne vem, kdaj je bila Vivienne Westwood, ne, leto smo, takrat, ko sem bila jaz, smo bili pa jaz pa Louis Vuittona, ne, vsak je pač dobil ta material, pa smo mogli nekaj narediti. In jaz sem pač rekla, pač ni problem, lahko pač se povežemo, pa naredim to obleko, sem rekla, koliko časa pa imam, pa je bilo tako, ne vem, a je bilo 1 teden ali 10 dni, ne vem koliko, ampak morate razumeti, da 10 dni je pomenilo, da je mogla najprej tekstil prideti iz Amerike v Slovenijo, kar pomeni, jaz sem ga mogla narediti, pa pol je moglo še nazaj prideti. In ko smo mi časovno skalkulirali, je to izgledalo tako, da ko je prišel tekstil v Slovenijo, sem jaz imela že kupljeno letalsko za Los Angeles, ker sem imela samo 8 ur časa, da jo izdelam. Ja. Kar pomeni, da smo pač to v 8 urah naredili. Mes smo se zorganizirali, da sem šla na letalo in preletela dol, zato ker smo tudi skalkulirali, da tudi časovno ne bi uspela priti nazaj zaradi carin. Zato sem jaz letela v Los Angeles. Se je super, imela sem se super, šla sem na dogodek, spoznala sem fajn ljudi. Tle na desni strani je pa še ena smešna anekdota. Ko sem prišla dol in sem tudi popakirala recimo darilca za Jamesa Camerona, pa Suzy Cameron, pa tako se reka, pa za Samato, ne, ona je zdaj direktorca Red Green Carpet, ne. In ko sem jaz dol prišla in sem šibala na ta dogodek in s to obleko in to so bile cele kolobocije, pridem na dogodek in ugotovim, da sem jaz darilo za Jamesa in njegovo ženo Suzy pozabila v hotelu. Ne. In tako, ne, tako dobro so se naštudirala, kako, in v bistvu sred večerjo vstanem, grem do njega in se pač predstavim, povem, da sem Mateja Benedetti iz Slovenije, da to obleko sem naredila in da sem mu prinesla vrhunsko darilo, ki sem ga pozabila v hotelu. Ne? No, to je bil en tak povod, da se pač seveda sem ga spravila dobro voljo in sem se začela pogovarjati, ker sem razložila, no, kaj pač je bilo. Seveda sem mu prinesla pas iz ananasa,
in za Suzi en kaftan iz ekološkega bombaža, tako da je pol kasneje to dobil. Ampak tako, to so neke take anekdote, ki ti pol ostanejo v spominu. Ja, in to je spet to, pozicioniranje. Ne? Taka stvar te pozicionira in več imate takih dogodkov, natečajev, prej dobiva vaša blagovna znamka na prepoznavnosti, ni nujno pa, da še prodaja. Ne? Ker v bistvu lahko mine, tako bom rekla, kot jaz opažam, bolj odmislite prodajo, bolj ste sfokusirani na samo vaše delo in vašo pot, prej se to zgodi. Ne veste kdaj, mogoče spoznate nekoga, ki ima kontakte, pa vas spravi v določeno trgovino, mogoče se enim zgodi malo prej, enim malo kasneje, ne. Gre se za to, da na področje luksuza, trgovine, to je, če si predstavljate, notri je, ne vem, mogoče 100 blagovnih znamk in ne vem, ne bom rekla milijard, milijon iz celega sveta si pa želi v to isto trgovino. Ne. Težko je, ne. Lahko prideš po moje samo po dve poti, rataš zelo močno ime in te sami trgovci najdejo in te hočejo imeti noter, ker se povpraševanje dvigne, ne? Ali pa nekoga poznaš, ki verjame vate, ki ima kontakte, ali pa je tako dober seller, prodajalec, da te noter spravi. Ne? Ker moje izkušnje so bile showroomi slabe, pa niso samo moje, jaz se z veliko oblikovalci iz tujine pogovarjam, čisto isto pot, kot jaz hodijo, ne? In vsi imajo isti problem. Pač showroomi so zelo, bom rekla, največkrat ti ne prodajo, zato ker se jim ne da, ne investirajo energije. Jaz mislim, jaz vam povem tako, po mojih izkušnjah sem jaz sama več prodala. Ne? Tako da tudi, če kdaj, pejte, lahko najdete showroom, ki bo super, ne vem, jaz pač te sreče nisem imela. Ne? Sem pa največ sama naredila, pa s pomočjo mogoče drugih, pa tako, pa bom tudi naprej povedala na kakšen način. Dejstvo pa je, da v modi bo potrebno iskati nove načine, kako se lansirati na tržišče. Modna revija, showroom je star način in za večina blagovnih znamk ne funkcionira več. In ker vašo moč preložite na nekoga in čakate. In jaz sem čakala in vsakeč je bilo, ja, bo super, vse super, ja, ne skrbi, super, so me do zadnjega, a ne. Če bi meni rekli prvi dan, Matija, sorry, si predraga, ni dober dizajn, ne vemo, če bo šlo, ne bi jaz usporedno, ne, že sama migala pa iskala rešitve. Vse v končni fazi, se jaz lahko jutri zaprem blagovno znamko, nič narobe. Ne. Zdaj, kako veste, kdo je najboljši investitor za vas? Ne? In mislim, da tako vsi malo živimo v tem prepričanju, ko bo prišel investitor. Ne? Se bo pa, ne, bo lažje. Ja, v bistvu, ko pride investitor, po eni strani je olajšanje, ne bom rekla, da ni. Ne? Predvsem zato, ker nisi sam več v tem, zato ker biti skozi sam, te izčrpava, pa malo zgubiš viro, pa upanje, pa vse tako. In je ta neka injekcija finančna, da reče, zdaj pa lahko nekaj kupim, pa ne rabim razmišljati, ali stane 10 evrov ali 12 ali 13 pa pol, a ne, te olajša v kreativnem smislu. Ne. Ni pa hec, tako bom rekla. Ni pa hec, zakaj? Zato, ker ena stvar, ki vam polagam na dušo, katerikoli investitor pride v vaše življenje, nujno je treba vse z odvetniki urejati in vsaj 14krat pogodbe pregledati, preden karkoli podpišete. Jaz sem tudi to vse imela, ampak nisem šla gladko čez, ne, se pravi, je treba biti zelo pazljivi. Ampak mislim tako, kaj je idealno? Idealno, obstajajo super investitorji, obstajajo tudi načini, recimo, da obstajajo razni inkubatorji, kako obstajajo razpisi, ne, se pravi, kako priti do denarja, da lahko peljete na nekem področju blagovno znamko naprej, je več načinov. Jaz, bom rekla iz moje izkušnje tako, jaz nisem človek, ki bi znala napisati poslovni načrt. Ne. Mene prva stvar, ko sem iskala tudi že prej investitorje, je bilo, a imaš poslovni načrt.
nimam ga in ga nikoli ne bom imela, ker mi ne pomeni nič. Ne, to je dejstvo. Lahko bi ga nekomu dala napisati, zato da imajo pač, da razumejo pol. Ne. Se pravi, jaz se imam kot oblikovalka čisto drugače dojemam stvari. Sem bolj spontana, bolj čutim, kjer usmeriti, ne. Čeprav neko špuro moraš imeti. Ne. Če se zahteva nek poslovni načrt, predlagam, da pač vam ga nekdo drug naredi, a ne, logično, ne. Zdaj tako, kaj je pomembno? Je pomemben denar, je pomembno znanje, so pomembni kontakti, a so vrednote. Jaz mislim, da dober investitor je tisti, ki ima vse to. Se pravi, ima denar zato ker produkt je fizična stvar in zato, da realiziraš, rabiš denar. Ne. Ampak vam povem, denar je okej samo do nekje. Ne. Fajn je, če ima določena znanja, ki jih vi nimate. Zakaj? Ker s tem skupaj ratate močnejši. Vi nekaj prinesete, on nekaj drugega. Pomembni so kontakti. V poslovnem svetu so pomembni kontakti. Se pravi, boljše kontakte ima, bolje blizu vašega področja, prej bo blagovna znamka prosperirala, ne boste izgubljali toliko časa. In ima vrednote, ki so vsaj podobne vašim. Ne. Se pravi, ko iščete investitorja, ni pomemben samo denar fizični, zato ker to ne reši blagovne znamke. Pomembno je dobiti nekoga, pomembno je, da razumete vašo blagovno znamko, pa kaj zares potrebuje. Recimo, meni v tej fazi denar ne pomeni nič, mi pomenijo kontakti. Ne. Mi pomeni recimo, da je mogoče ta investitor v industriji že utečen, da ima določene prodajne poti odprte. Se pravi, da mi bi lahko že takoj začeli denar sami po sebi služiti, ker vse imam že narejen. Se pravi, vedno je stvar, kjeri fazi ste, pa kaj potrebuje blagovna znamka takrat. Verjetno vas zanima, koliko denarja rabite. 50 000 evrov je premalo, tako bom rekla, za občutek. Daleč premalo. To mogoče naredite eno kolekcijo, pa to je to. Zakaj? A ne gledati nikoli stališča, ker mi, ko smo pa bili študenti, pa ko smo sami kaj oblikovali, vedno mi prijatelj mi je fotografiral, pa prijateljica je bila model, pa ne, tako je šlo. Ne. V poslovnem svetu pač vse to se plačuje. Plačuje se pravice, plačuje se modele, plačuje se dizajnerje, da naredijo lookbook, plačuje se odvetnike, plačuje se prostor, ne. Se pravi, in ko začnete vse to računati, ne, raj ne vzeti 50 000, pa boste neodvisni, še malo zdržite, pa raj postopoma postavljate blagovno znamko, pa najprije, kasneje je nekdo, ki je malo bolj resen, pa boste res skupaj naredili preboj. Ne, ker če ne bo investitor srečen, vi pa še manj. Ne. Ena stvar pri vrednotah je bila meni, recimo pri moji izkušnji, recimo problem ratati tudi, kadar se vi, lahko se, recimo jaz sem se super ujela s svojim investitorjem, ne, na začetku fajn smo delali, tako je bilo kreativno, pozitivno vzdušje, ne, potem, ko smo pa začeli razmišljati o tržišču, ne, ko se je začel marketing, smo se pa začeli razhajati, zato ker jaz sem hotela luksus, ne, pa manj, pa sfokusiran, pa oglasi na nivoju, ne, tle je bilo pa takoj na maso pa prodati. Tle smo se začeli nekje v vrednotah razhajati in to zna biti tudi velik problem, ker lahko vi kot kreativci začnete trpeti. Mogoče celo boljše najdete investitorja, ki ima občutek za vaše področje oziroma aj že malo noter na tem področju, ker če ga boste, ne vem, nekoga, ki ne vem, je uspel s tovarno šraufov, malo se hecam, bo zelo težko razumel modno področje. Okay? Se pravi, in absolutno ja, vsak v določeni fazi rabi ali investitorja, ali finančno injekcijo, karkoli tega, ja, in povezujte se sami, boste zelo, ne boste daleč prišli, ne. Vedno več ljudi je, rekla, bolj ste vpeti v neka sodelovanja tudi, hitreje boste tudi prosperirali naprej. Ne. In seveda sodelovanje vas opolnomočijo, s tem pravim, ker v bistvu vedno, ko pride nekdo,
zraven in nekaj skupaj naredite, ste vi avtomatično močnejši. Poleg tega, zakaj? Zato, ker nagovarjate tudi tisti target, ki se dogaja preko te osebnosti. Moje prvo, tako bom rekla, zelo pomembno sodelovanje, na katerega sem res ponosna in mi je bila zelo lepa izkušnja, je bila z Janom Oblakom, pač eden, mislim, najboljši golman, na svetu, igra trenutno za Atletico de Madrid v Španiji. Tle so v bistvu prvi fotoshooting, ki smo ga naredili v Madridu, v enem zelo lepem hotelu, ker mi je Jan v bistvu nosil tudi Benedetti Life oblačila. In zato sva se tudi odločila kasneje, da razvijamo za njegove fene nek tak paket oziroma rekli smo mu gift box, eco box, kjer si kupil lahko njegovo majčko, z grafiko, pa avtogram kartico z avtentičnim podpisom, s tem, da je bilo vse ekološko pa certificirano. Kaj je bilo sporočilo? Mi smo bolj, v bistvu to smo delali bolj zato, da vnesemo na področje nogometa, ker v bistvu, morate vedeti, da jaz, ko sem Jana spoznala, jaz nisem vedela, kdo je Jan. To je bilo tako, pač padel je z neba dol, in sploh, ko si mi rekel nogomet, je bilo pač to je bilo tako daleč stran od mene. Jaz ne vem, če sem kakšno nogometne tekme gledala pred tem, ko sem njega spoznala, sem začela nogomet gledati. Tako da, ampak glih to, ta različnost, te obogati, nekje ti obogati, nekaj narediš, nekaj novega se naučiš. Jaz sem se spustila na produkt, ki je dosti bolj komercialen, razmišljala sem čisto druge stvari, razmišljala sem o embalaži, kdo bo naredil, o dizajnu, na nek drug način, malo bolj moški način, tako. Morate razumeti, ko sem šla jaz na mojo prvo tekmo, ker najprej sem vprašala, če moram telefon izklopiti. Toliko nisem vedela. Pa pol, ko sem šla na drugo tekmo, ki je bila novembra, sem vprašala, a pa bo zunaj ali notri bojo igrali. Tako, v bistvu toliko mi je bilo daleč. Naslednje sodelovanje, ki je trenutno v teku, je pa z najboljšo šefinjo na kuharico, mojstrico na svetu, Ano Rošt, že dobro prijateljico. In sicer z njo smo se tudi tako, da je ena skupna prijateljica povezala, ker je potrebovala eno oblačilo za eno oddajo novoletno lani. In takrat sva se prvič ujeli in Ana se je čisto navdušila nad Benedetti Life in je tu začela kupovati moje obleke. Na kar mi je en dan, ne vem, v aprilu poklicala, joj Mateja, a ne bi midve nekaj norega naredile skupaj, a bi ti oblikovala uniforme za hišo Franko. In tako so nastale prve trajnostne uniforme, ker sem si pač drznila iti malo ven iz koncepta uniform za restauracije. Vsi poznamo, več ali manj so bele srajčke, črne hlače, ti predpasni, tako je. Zelo, ni se še nič tako, je pa res zelo je odvisno, saj mogoče vsi veste, od naročnika. Če ti naročnik zaupa, če si upa predvsem, če najame malo nore ljudi, kot smo mi, pa še vedno si upa, pa ne kontrolira vsake 5 minut, potem se zgodijo tudi taki krasni projekti. Ne rečem, da se lahko zgodijo tudi kiksi, lahko bi bila polomija, ampak brez napak ne gre v življenju. Se pravi, treba si upati, vedno pač, če padeš, se nazaj pobereš. Jaz sem padla, izgubila sem tudi podjetje, vmes sem se pobrala, vmes da bi jokala, sem šla žurat, tako. Vedno gre se za kakšen odnos, imate do situacije, ki se dogaja. Vse, kar se je zgodilo do zdaj, me je samo okrepilo, mi dalo dodatna znanja, zato da si bolj siguren vase in močnejši in da si še več upaš. In to je bistvo življenja v končni fazi. Pa da še, bom rekla, padajo lepi projekti mi v življenje. In bolj, ko se to dogaja, bolj sem jaz tudi izpolnjena kot ustvarjalka, pa se mi zdi tudi to potem, kar delam, da dobiva nek dodaten smisel. Tako,
po uniformah, ko so se začeli dogajati, da ko so ljudje prihajali v restauracijo, so začeli tudi kelnerje malo šlatati, ne. Je rekla Ana, no, kaj pa, če ne bi še kaj naredili, ne, skupaj. In sva zdaj za Božič lansirali trajnostni prt iz ekološkega bombaža, ko sem hotela tako, da dam prtu, bom rekla, neko podobo, da deluje že malo bolj kot neka slika na steni, ne, lahko bi bil tudi plakat. Tako da to je zdaj bil naslednji produkt in od tu naprej bo sledila serija enih produktov, ki jih bom v sodelovanju z Ano Roš peljala naprej na področju doma, se pravi trajnostni produkti za dom, ne? In pa produkti, katere ona kot osebnost ima rada, ne? Se pravi, ona prva stvar, želim si dežni plašč, ne? Se pravi, seveda sem razvijala dežni plašč tudi, ne? In to trajnosten. Tako, tle so še t-shirti, ki jih sicer tudi v restauraciji nosijo in smo pol naredili tudi za prodajo. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker so gosti si želeli enostavno en kos nečesa od teh oblačil odnesti domov. Se reka, mogoče ni pa fajn, da lih nosijo oblačila iz hiše Franko po ulici, ne, to, tako da se reka, dajmo vsaj t-shirt. In za tem stojim, da smo vsi del rešitve, tako da vam jaz polagam na dušo in srce, da razmišljajte tudi kaj o naši prihodnosti, o našem planetu in predvsem verjamite vase in v svoje ideje in vztrajati treba. Takole. Evo, vprašanja. Veliko se ukvarjaš s temi materijali, ne? Kako najdeš te nove materijale za kolekcije? Imaš to stalne dobavitelje, ti oni povejo, ja, nor material je na trgu, ali recimo tako kot v primeru teh plastenk, ne, sama prideš na idejo, ok, lahko to, ne vem, spremenim v nek nov material. Ja, zelo različno. V bistvu obstaja tudi online, bom rekla, sejem, se reče trajnostnih tekstilij, ki imate pa dobavitelje gor iz celega sveta, ker prav imajo in kontakte in koliko metraže lahko nabavite. Potem imam seveda veliko kontaktov v Italiji, sama delam researche, pa pridem sama do teh dobaviteljev, ne. Včasih v primeru, tako kot se je zgodilo v primeru jabolčnega usnja, me pa tudi sami najdejo in v primeru Tencel, Luxa, za Green Carpet so me tudi sami poklicali in obvestili, ne. Tako, ko sem poslušala, se mi zdi tako, da mora biti danes oblikovalec tudi kar malo tak tehnolog. Mislim, da tebe to kar zelo zanima, ne, da hočeš vedeti vse podrobnosti vsakega materijala posebej. Koliko je to pomembno, da se ti kot oblikovalec v bistvu tudi tako zelo tehnološko spustiš v to stvar? Če hočeš biti trajnostni oblikovalec, je to najbolj pomembno. Moraš vedeti, kaj kupuješ, zakaj. Bom povedala še en tak primer. Dobila sem vzorec iz Italije, kjer je pisalo, da je material biorazgradljiv, ne. In sem rekla, naj mi pošljejo certifikat. In so mi poslali certifikat, katerega nisem vedela. In sem rekla, sem jim pisala, a ste sigurni, da je ta material trajnosten? In so mi napisali, da ja, ne. In še dodatno poslali dokumentacijo. In mislim, pač imam malo intuicije, ne, nisem zaupala, nekaj me je mantralo in sem so dokumentacijo poslala prijateljici v Milano, ki je delala tudi včasih za Vivienne Westwood in je za njo zdaj pomaga tudi, da gre v trajnostno smer zelo, ne. Sem rekla, Rosana, daj prosim poglej to podjetje, ko ona veliko dela z industrijo, poglej certifikate, je to. Ona je meni odpisala, Mateja, lej, tako je. Če želiš, da bo stvar samo lepa, je ok. Če pa hočeš biti trajnostna, pozabi, to ni trajnostni tekstil. To je problem, ne. Se pravi, da veliko dobaviteljev se prodaja, da so trajnostni, v resnici pa niso. Kako biti kot individuum, ne, toliko previden. Zato je fajn, da imate neko mrežo z ljudi, ki jim zaupate, pa mogoče pošljete tekstil, pa povprašate, a ne. Ne kupujte na prvo žogo.
Sploh danes ne. Ko sem jaz začela, smo lahko še zaupali, zdaj pa ne več. To pomeni veliko greenwashinga je v tem, ne? Ja. In potem pa to vprašanje. Ti si pač kot oblikovalka, ne, imaš neka specifična znanja in rekla si, da morajo imeti da je dobro, da je investitor tak, da te dopolnjuje. Kakšni so bili tvoji investitorji? So te v tem smislu tudi dopolnjevali? Ali se ti zdi, da so ti odprli ene nove poti? Oziroma, v kakšnem smislu so se ti ta neka pričakovanja pač, bom rekla, odprla ali pa v kakšnem smislu ne? Tako bom rekla, z investitorjem, sploh, ko sem imela zelo močnega, ogromno sem se naučila. Ogromno sem se naučila, predvsem na področju, ker sem zelo šibka, ne, se pravi pogodbe podpisovati z izvajalci, sodelavci, vsema, ne. Potem, kako razmišljati, kaj treba se zaščititi pri blagovni znamki, a ne. Se pravi, jaz sem se industrija, ne, kako laufa industrija, ne, to sem se vse lahko naučila z investitorjem, sama se nikoli ne bi tega naučila. Kar je bilo pa pri meni problem je to, da smo se v eni fazi začeli razhajati v teh vrednotah, sem govorila, ne, se pravi, kako oni vidijo blagovno znamko na tržišču, ne, kako jo pa jaz vidim, ne. Pa recimo problem je pol bil seveda, da smo tudi hitro prekinili sodelovanje, mislim, da po letu pa pol. Zakaj misliš, da je kje oblikovalec najbolj potrebuje investitorja? Ali je to verjetno ne toliko pri tem oblikovalskem segmentu, pač rekla si pri poslovnem, ampak tako recimo, a ga sploh potrebuje, no tako, pa kje ti najbolj to pomaga? Načeloma, odvisno od oblikovalca, lahko ga sploh nikoli ne potrebuje v življenju, ne, se pravi, če ste vi zadovoljni, recimo, da pripeljete vašo blagovno znamko do te faze in blagovna znamka ne potrebuje ne dodatnega znanja, ne kontakte, ne financa, ne, se pravi, da lahko se sami peljete, raj sami peljete naprej, a ne. Če pa vi vidite blagovno znamko v širšem kontekstu, a ne, tako kot sem jaz, sama ne bi zmogla nikoli. Težko, zelo težko, zato ker pri modi je tako, ko pride do marketinga, so to veliki denarji. V bistvu potem pač ti investitor pomaga profesionalizirati tvojo blagovno znamko. Tako, zato je fajn, da je nekaj, kar je kontra tebi, se pravi, da je nekdo, ki ima izkušnje na tistem področju, ki jih ti nimaš, ki ima veze tam, ki jih ti nimaš, ki zna nekaj, kar ti ne veš, ne iskati tisti, ki vejo približno tako, kot vi veste. Vi rabite nekoga, da vas oplemeniti, ne, pa da vam dodatno moč prinese v podjetje. In se morate, obe strani se morate ceniti, ne, pa enakovredne biti, a ne. Če so kakšna vprašanja, da ne bom samo jaz spraševala. Pa ena pomembna stvar, če hočete ostati čim bolj, bom rekla, da ščitite blagovno, da ste zvesti blagovni znamki, vedno podpisujte, da ste večinski lastnik. Ne, se pravi, jaz sem bila 55 večinski, a ne, 45 nekaj, lahko eni imajo tudi 51, ne, 49, ne. Če se lahko spogajate, bodite večinski. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ste vi ustvarili blagovno znamko, ker vaša ideja, ker vi najbolj razumete blagovno znamko. Ne? Vprašanja? Okej. Ja. Hvala lepa za izjemno zanimivo predavanje, jaz sem vaša fenica. Hvala. Jaz imam cel kup vprašanj, ampak za začetek bi vam zastavila sem eno in sicer zanima me, kako vi pravzaprav opredelite trajnostno. Kadar govorite trajnostna moda ali pa trajnostni produkt, me zanima, kaj točno mislite s tem. A so to tiste vrednote, ki ste jih imeli na unem slajdu napisane, ali je to vaša opredelitev ali je to opredelitev industrije? To je, tako bom rekla, trajnost besede lahko velja samo, če vi samo en kriterij, a ne, se pravi, rečete, vse hoče imeti iz ekobombaža, vse trajnostni, pa lahko producirate v Indiji brez fair trade-a, okej? Lahko rečete, bom imela vse reciklirano, a ne? Se pravi, vi sami določite, kaj je tisti trajnostni kriterij, ki ga aplicirate. Jaz sem se pri sebi odločila, hočem biti vzor, okej? Vzor pomeni biti najboljši.
Ne? Pa ne najboljši, tako jaz nisem najboljši dizajner, ne, govorim o nekih kriterijih, ne, zato si jaz skozi dajem kriterije, morate pa nekaj razumeti. Jaz sem delala za opere kostumografije, ker sem dobila, ne vem, svilo, a ne, sem takole odgrnila, pa je bilo rdečih odtenkov, cela paleta, pa pol vijoličnih, pa tako, ne, pa sem pa končala, tle sem si čist podrezala kreativne, bom rekla, peruti, ne. Tako da meni je bilo zelo težko oblikovati trajnostno, ker sem jaz človek barv, tekstur, vzorcev, čipk, ne, jaz imam rada kič, meni je to, ne, zato je to tudi ratala, ne. S trajnostno modo sem pa padla tisto, kar ste videli začetek, iz tistega barvitega sveta, bogatega, bleščice, šljokice, skočo rečem, ne, v to skromnost mi je bilo kar muka. Potem bi vas rada vprašala še eno vprašanje, pa to bo moje zadnje, no. In sicer, recimo, bolj za vaše občutenje, no, kot za, da bi obstajal pravilen odgovor, ker verjetno ga ni, a ne. Eno je visoka moda ali pa luksuzna moda, drugo je pač potrošniški svet, a ne, ker pač večina nas ne živi v svetu luksuzne mode, ker smo pač v Sloveniji. Ampak vseeno, zdi se mi, sprašujem se, a ne, zdaj recimo gledam Instagram in je poln teh oglasov, kako je Armani, Benov, Angora pravijo iz svojih kolekcij. Angora je zelo problematična, kar se tiče produkcije, no, mislim, sploh zato, ker pač ampak ni se začela kot problematična surovina. In potem, ko so enkrat, bom zdaj tako malo brutalno rekla, ko so to Kitajci vzeli v roke, a ne, je zadeva šla, mislim, gre strmo navzdol in zdaj smo res na točki, kjer pravzaprav tega človek več ne more gledati. Ampak sprašujem se, a ne, ali Armanijeva vloga ni, da bi podprl primerno proizvodnjo. Tukaj me zanima, no, kako vi to vidite, no, pa bo to moje zadnje za zdaj. Hvala. Če grem ven iz konteksta veganstva, ne pa živalnim prijazno, ja, v bistvu obstaja, bom rekla, etični, recimo, primer bom dala volno, ki je ekološka, ne, to pomeni, da zelo pazijo na živali tudi, a ne, odnos do živali, ne, se pravi, da ni, on bi dejansko mogel podpreti, glede na to, da ima sredstva, ne, ker ja, da se tudi na drugačen način, tudi recimo živalske, bom rekla, tekstil pa tako, se da tudi drugače pa bolj etično narediti. Pa če ne drugo, že veliko, če zaščitiš vodo. Ne? Podraži, problem je, ker podraži. Pač dela na način, da ima transhumančno volno, torej volno, ki je od ovac, ki jih v bistvu v Španiji še zelo veliko in jih migrirajo po teh tradicionalnih poteh, a ne. In ta volna seveda je dražja, pri čemer je popolnoma sledljiva, a ne. Se oni tudi prodajajo nekim pač bolj luksuznim znamkam, ampak recimo meni osebno se to zdi trajnostno, a ne. Ja, je. Se sprašujem, zato sem vas vprašala za definicijo, a ne. Problem je, koliko je trajnostno, kaj se naredi pol z volno, ko jo morajo čistiti pa vse to, takrat rata problem. Ne. Pač je dosti umazana industrija, ampak dejstvo je, ne. Ampak si bi dalo s temi postopki, ki so trajnostni, si bi dalo tudi tako volno, ja, narediti, da je okej. Pa na drugi strani, a ne, v Evropski uniji vsako leto zakopljemo oziroma uničimo, zažgemo, mislim, da 1 milijon ton volne, ker imamo močno proizvodnjo ovčjega mesa, a ne. Z volno pa ne vemo, kaj početi in jo vozimo iz Avstralije. Ja, sej naš svet je poln enih, ja, vem, naš svet, ne morem komentirati tega, no, mislim, ni lih pametno, ne, pa premišljeno, ne, ja.
Jaz trajnost vidim tako, ne vidim zdaj ultimativno to, kar jaz delam, absolutno ne. Gre se, da v bistvu je treba na vseh področjih neke korake narediti naprej, ne? Ker vseeno je to evolucija. Ne? In je to treba stopnjevati. Tudi ne vidim problema, če nekdo ima zelo malo denarja, nekdo ima veliko denarja. Pač moj target, ki je moj cenovni tak, je tak. Ne? Masovni target je spet drugi, ampak tudi tam, ko so produkti poceni, se da stvari izboljšati. Ne? Se da izboljšati že s tem, da ti namesto da kupiš 5 majic, kupiš pač eno. Ustaviti se je treba. Ali pa reciklirati, ali pa več vintage kosov, ker v končni fazi vintage, mladi veliko vintage kosov kupujejo, pa so zelo stylish. To sem te pa hotela jaz vprašati. Če je pač v tem konceptu trajnosti, a gre za to, da neko oblačilo nosiš več generacij, recimo, 100 let, zakaj ne, da gre iz roda v rod, oziroma na ta način, ne vem, da obleko potem, ko jo namesto jo odvržeš, mogoče, ne vem, kompostiraš, ne vem. Ne, da povem, kje je problem. Problem je, da eni ne oblečejo novo obleko niti enkrat. Ne, da ti nosiš, ne vem, še od none plaščke star 30 let, to si že zmagal, ne. Ampak problem je, da večina oblek ne nosimo niti 2 leti, to je problem. Ne. Enim kupijo, pa imajo v omari, pa tam stoji, ampak ne oblečejo niti enkrat, to je problem, taka potrošnja. Kaj je potem zate, rekla si, da hočeš biti najboljša, kaj je potem tisto, kjer vidiš nek ta premik v industriji modni? Biorazgradljiva oblačila, samo to. Mislim, v smislu, reciklirati, to, kar smo ustvarili, treba skozi reciklirati. To je en korak. Se pravi, če bi mi uspeli ustaviti ta trenutek nove stvari, da se proizvajajo, ampak stare jemati, pa jih reciklirati, nove prej ustvarjati in da se samo cikl dogaja, nič drugega. Se pravi, to, kar smo ustvarili, smo že zmagali. To, kar pa na novo ustvarjamo, da je posebej biorazgradljivo. Se pravi, če konča na odlagališču, da razpade v maksu 1 letu, čeprav tam se tudi malo spuščajo te toksične snovi, ampak se minimalno, ne, to smo že zmagali. Ne, samo te 2 smeri vidim, ne, in to bi bilo treba. Ne, problem je samo zato, ker je to recikliranje predrago še vedno, ne, zato se toliko malo še vedno reciklira. Tle pa polagam jaz na mlade dizajnerje, nove generacije, da bo tle naredili te premike. Pa to, kar oni že delajo, da vintage kos nekaj stylish, ni sramota, da ga jaz oblečem, ne. Imamo še eno vprašanje od Jureta iz YouTubea. Omenili ste, da je bilo sodelovanje z investitorko v kreativni fazi najprej dobro, ko pa je prišlo do trženja, prodaje, pa so bili pogledi drugačni. Kako v tem primeru izgleda nadaljevanje sodelovanja? V tem primeru? Ja. V bistvu v eni fazi smo ločili, ampak jaz sem nehala gledati Facebook, tako da v bistvu oglasi, res pač. Jaz nisem več spremljala svojega brenda, kaj se dogaja navzven, sem bila fokusirana. Trpiš, kaj ne rečem, trpiš, rad bi šel stran iz brenda, rad bi se pustil, hotela sem delati v fitness, tako je bilo. Okay. Ne vem, če je zadosti dober odgovor. Še kakšno vprašanje sicer? Hvala, ker si z nami delila to svojo notranjo izkušnjo. Rekla si, da če bi te povabila pred 1 letom, mogoče ne bi, tako da hvala, da si prišla. Hvala tebi, res. Ja. No, jaz imam pa še eno informacijo za vse oblikovalce, ki bi radi si odprli kakšno novo priložnost in mreženje. Ravno kar je odprt en mednarodni mreženski razpis, kjer se iščejo nove ideje za nove materijale in tako naprej. Reče se mu Worth projekt, najdete ga pri nas in mogoče bo kakšnemu od vas omogočil, da začne svojo blagovno znamko. Tako da hvala, ker ste bili z nami. Lepo se imejte. Hvala, da ste me poslušali.